Lepo zdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji domačega nogometa, še posebej lige Telemach iz Sežane. Res da nekoliko vetrovne, kar smo pravzaprav že vajeni, tudi kar precej oblakov je nad stadionom Rajko Štolfa, ampak temperaturno še kako prijetno. Nogometaš ob Kamniško Bistrico že novembra lani, potem je potreboval seveda nekaj časa. Šuštnjara ima priložnost, Šuštnjara v kanskem prostoru, Šuštnjara strelja gol! 1:0 za Tabor, zakon bivšega, kajti Šuštnjar je otrok Domžal. No, zdaj pa je v 17. minuti izkoristil tisto, kar se mu je kar nekajkrat ponujalo na prejšnji domači tekmi proti Kopru, ko je šel sam proti vratom Goluboviča. No, tokrat, ko se je znašel iz oči v oči z Gašperjem Tratnikom, pa se je dovolj zbral Luka Šuštnjara. Slednji danes manjka in seveda Ajdina Mulaliča, prvega vratarja, priložnost zdaj za Domžale, Koprivec na pravem mestu. Brecelj. Svišče v konici Mvankva, Bartol Barišić strelja, še enkrat Koprivec, zdaj pa že kar nekaj. Priški ima močan strel z razdalje, še enkrat se je odločil za podajo proti Šuštnjari, pa Korošec s predložkom, še lahko nevarno. Kompan Breznik strelja in vratnica! Mateja Podlogarja, izkušenejša nogometaša in pa... zdaj pa kakšen zadetek Brecla! Kakšen zadetek Brecla, ki je z velike razdalje presenetil malce mene, pa še bolj Jana Koprivca. In izenačenje v Sežani, 1:1. Strelec Amadej Brecelj. Čurič je zdaj osvojil kar precej prostora. Čurič strelja oddaleč. In v 7. minuti Priški z 11-metrovke izenačil je Jakupovič, potem pa Dino Stančič, Nzenge sam pred vrati, Tratnik odbija in prepovedan položaj, kaže stranski sodnik. Še naprej 1:1. Pišek s podajo proti Hodžiću, Hodžić pred vrata, Kodbo. Čurič odbija, stekel je tudi Babaji v kazenski prostor. Halilović lahko strelja, Halilović oddaleč, ena obramba Tratnika. Dušan Kosič, točka proti ekipi, ki se bori za Evropo. Sliši se lepo, ampak danes ste vodili, zadeli tudi vratnico, imeli svoje momente. Ste, ko potegnete črto, zadovoljni s točko? Seveda ne. Želeli smo si polnega izkupička, da se priključimo ekipam, ki so pred nami. Prvi polčas z naše strani je bil zelo dober, točno tako, kot smo pričakovali. Želeli smo, tudi gol smo dosegli iz tega, kar smo nekako tudi trenirali in imeli nekaj situacij, ampak kot po pravilu se nam zgodi, da pač se nam ekipe vračajo ali z evrogoli ali z nekimi našimi nenatančnostmi v obrambi, tako da praktično spet smo imeli tekmo pod neko kontrolo, pa vendar na koncu moramo biti zadovoljni s točko, ne predajamo se, zopet ena tekma v nizu, kjer bi lahko mogoče več dobili, pa nismo. Ja, praktično padajo evrogoli v zadnjem obdobju tu na Štolfi, v vašo mrežo, prejšnja domača proti Kopru, sijajen zadetek Koreje. Zdaj še Amadeja Brecla, ki ga tudi vi osebno zelo dobro poznate, z njim ste delali v Celju. Verjetno je vseeno tudi vas malce presenetil. Življenje je to, ko rad pomagaš, ne, za Amadejom sem se pohecal malo, sej ne vem, če je to za televizijo, ampak ja, hvala Amadej za čudovit gol, ko najmanj rabimo, ampak to je življenje, gledajte, mi smo
s Taborom v letošnji sezoni, pa že v lanski doživeli vse živo, kar se da doživeti, mogoče za kakšno dobro knjigo napisati, ampak enostavno nimamo kaj. Moramo biti mi boljši, ne smemo pač očitno nasprotniku nič dopustiti, da zmagamo in delamo po tej poti. Fantje so pridni, trudijo se po najboljših močeh, pa vendar na zadnji del tekme, ko je bilo divjanje in to se nam tudi dogaja, takrat bi lahko več iztržili iz tega, pa kot po pravilu nam nekaj malega zmanjka in nič, gremo dalje. Bomo videli, kako bo Gorica danes odigrala z Radomljami in ne bomo se predajali do konca in upam, da se nam bo spet, eno in isto govorimo, da se nam bo ta moment poklopil, ker danes je bil čudovit strel, pa je šla iz stative ven. To je pač življenje, težko se je s tem sprijazniti in se vedno nova zagnati, ampak kaj ćemo, tako situacijo imamo. Rekli ste, da je za vas vsaka tekma kvalifikacijska do konca sezone oziroma finale. Zdaj odhajate v Celje, tam ste preživeli, verjamem, kot trener najlepše obdobje, doslej osvojili državni naslov, zdaj boste šli z drugimi občutki zagotovo v Celje, ampak glede na položaj tudi tam verjetno morate iskati točke. Ja, gotovo smo mi že in proti Mariboru in proti Olimpiji pokazali, da smo lahko konkurenčni tudi tem najboljšim ekipam in bomo se prešteli in šli spet probati zmagati v Celje, ker edin zmage nas lahko priključijo naprej in nekako računati, da se bo tudi nam kakšna tekma zgodila, kjer si ne bomo zaslužili, pa bomo dobili. Simon Rožman, 1-1 v Sežani, napovedovali ste boj na vse 3 točke, to se je tudi dogajalo, ampak cilj na koncu vendarle ni bil dosežen, ampak zaostajali ste z 1-0 dosegli zadetek, kako ste na koncu vendarle zadovoljni s to delitvijo točk? Ja, nekako smo želeli dati sami sebe pod nek, bom rekel, malo večji psihološki stres s tem, da smo nekako najavili, da šteje samo zmaga in se nismo znašli. Prvi polčas je bil z naše strani zelo slab. Šli smo potem v neke, bom rekel, nenormalne rotacije, ker smo bili dejansko neprepoznavni. Potem drugi polčas je mogoče bil malce boljši iz naše strani, ampak je bila, bi rekel, po želji, po taktični tekmi je postala, bom rekel, precej divja in se sam čakal, na kateri strani, bom rekel, bo padel gol. Tako da, ja, šli smo dejansko sigurno na vse ali nič, želeli smo si te 3 točke, ni se nam, bom rekel, še enkrat več šlo, ampak na koncu vemo, kdo je bil na drugi strani, ena zelo organizirana ekipa, zelo, bom rekel, nevarna, ki težko oddaja točke, posebej na domačem terenu in na koncu moramo biti, bom rekel, zadovoljni, še vedno smo tukaj, bom rekel, malo iza teh najboljših ekip, tako da bomo poskušali to tekmovalnost nekako držati do konca sezone. Simon, strani sportkluba in snovalcev oddaje Pod prečko vse najboljše za 40. rojstni dan. Danes so vam tudi vaši sokrajani iz Štor prišli čestitati, bilo jih je kar nekaj, v lepem številu so se odzvali, verjetno godi videti prijatelje takole na tribuni, ne? Ja, drži, se ena velika zahvala, eno lepo presenečenje, sploh nisem niti pričakoval. Žal mi je mogoče, da bi se še boljše, bom rekel, da rezultatsko razpletlo, ampak se jim res zahvaljujem, bom rekel, že od malih nog smo skupaj, zdaj me čaka mogoče bolj naporen del, bom rekel, sejeti v kombi in vožnja domov mislim, da bo zelo dolga, tako da, ampak kakorkoli, enkrat si star 40 let, jaz se jim zahvaljujem, vsem njim, tudi bom rekel, v klubu so mi pripravljali v tem tednu, je bil zelo emocionalen teden za mano, tako da jaz upam, da preživim ta vikend in z naslednji teden, bom rekel, s polno paro naprej. Ja, in ob koncu naslednjega tedna vas čaka bravo, verjetno znova tekma, kjer boste napadali polni izkupiček v želji za Evropo. Ja, sigurno, tako kot sem rekel, nekako želim dati te mlade fante pod ta rezultatski imperativ, ker se bo iznašel v svojih karierah v takih situacijah. Realno verjetno ni, ampak želim, da so pod tem pritiskom nekaj lovimo ali bomo lovili, bomo rekel, videli na koncu sezone. Bomo pa mogli, bom rekel, iz tekmo večji riziko, bom rekel, več v igro, tako da danes smo imeli, bom rekel, nek taktični načrt, ki pa se je izjalovil že v 10 minuti, tako da, bom rekel, proti Bravo na glavo, na polno, pa bomo na koncu videli, kaj nam bo to prineslo. Luka Šušnera, čestitke najprej za zadetek, na koncu je bilo to dovolj za točko, ste zadovoljni z delitvijo točk? Najprej hvala za čestitke, definitivno nismo zadovoljni s to točko, vedeli smo, da bo težka tekma, nažalost prvi polčas smo imeli za zaključek tekmo, smo imeli v stativu, imeli še 2-3 šanse, ki bi mogli to bolj izkoristiti, 2-0, 3-0, da imamo prvi polčas, da gremo mirno v tekmo, pol naprej, dobimo spet Euro gol,
prejšnjo tekmo Olimpija, penal niso videli, od 200 kamer se ni videl, to je čudežno, nekako se dogaja, ampak pač ne gre, nekje je proklet in ne moreš kaj, gremo naprej, se gremo spočiti in naprej v naslednjo tekmo. Ja, omenili ste že naslednjo tekmo, znova bo šlo za dvoboj vašega nekdanjega kluba, danes ste svojim matičnim Domžalam zatresli mrežo, zdaj pa odhajate v Celje, za vas verjetno vsaka od teh zadnjih 6 tekem še kako pomembna. Ja, definitivno, ostalo nam je še teh 6 finalnih tekem, vsaka tekma nam je finale, spet nas čaka zvezdniška ekipa Celje, težka tekma, kakor vsaka, ampak jaz mislim, da lahko njih tudi premagamo, da niso nepremagljivi, da so ranljivi in nič, gremo se dobro pripraviti in na zmago. Amadej Brecelj, najprej čestitke za zadetek, morava se jasno ustaviti najprej pri tem golu. Kakšen projektil, kako vam je sploh prišlo na misel, kje ste začutili, da lahko zadanete s takšne razdalje? Ja, nič, najprej sem dal slab center, realno, potem pa bom rekel mali iz jeze, mali iz vsega sem pač udaril po golu in za nas, hvala Bogu, šla noter. Ta del Slovenije vam očitno odgovarja, zadetek za Domžale v Novi Gorici, zdaj še tu v Sežani? Pa dober. Pomembna ekipa, da se zbira točke. Danes smo si sicer želeli vseh 3, ampak ok, ajde, pika. V boju za Evropo jasno bo treba nanizati nekaj zmag, da pridete povsem zraven. Rekli ste, da niste povsem zadovoljni, ampak zdaj vas kmalu čaka nov obračun z Bravom, verjetno na vse 3 točke. Ja, danes smo si želeli 3 točke, pa se ni šlo, nič, glave gor in vsako naslednjo tekmo probati po nove 3 in probati se priključiti v boju za Evropo.